Toti teden, ko je Maribor najlepši. Festival Lent 2024. Fajn je, zanimivo je, petek je, lepo, vroče vreme imamo in ulice in trgi Maribora seveda spet vabijo, prav tako tudi park, in imamo odličnega gosta zdaj v totem studiu, to je Goro Sojnik, lahko rečem eden od pionirjev in veteran uličnega gledališča v Sloveniji. Goro, pozdravljen. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Ja, verjetno res že, ja. Je zdaj predstava, ki jo boste lahko gledali, kjer nastopam. Po daljšem času se prišel na Lent spet nastopati in me kar veseli ob 19:15. Tako trg pri Stari Trti? Ja, točno, tako se to imenuje potem. Je predstava 40-60. Okay. Pri čemer sem jaz 60, moj kompanjon Milan iz Beograda je pa 40. Tako da res bi se dalo reči, da imam že kar nekaj izkušenj za sabo. Tako, to sem hotel reči. Okoli 50 ulično-gledaliških, filmskih in televizijskih produkcij, prav tako sva se zmenila, da se bova tikala. Ja, mi uličarji se raj štikamo, vikamo. No? Se strinjam. Prav tako si dolgoletni vodja gledališča Ane Monro, oče festivalu Ana Desetnica, Ana Mraz in Ana Plamenita, pa tudi, lahko rečemo, ravnatelj, Šugle, šole sodobnih, performativnih in uličnih umetnosti in še bi lahko naštevali, potem greva že celo v mednarodne vode, recimo mreža Cirkus Strada. Tudi ta je poznana, pa neformalna mednarodna mreža Sava in tudi Evropska zveza za usposabljanje in izobraževanje uličnih umetnosti. In to mi zdaj, in to nam vsem da zdaj seveda vedeti, Goro, da pravzaprav je tu Slovenija, oziroma smo Slovenci, lahko rečemo, neki pionirji v tem in pa nekje zelo daleč ali pa na zelo visokem nivoju, vseeno. Vseeno, to, da smo ravno pionirji, bi držali, zato ker že tam v 70-ih prejšnjega stoletja so se, bi rekel, prve skupine začele pojavljati, ki so delale na ulici. Tudi prvi festivali so bili že takrat, tako da pol se je to malo razširjali, pa se je malo pomirjali, pa spet gremo naprej. Ampak tako da v nekem trenutku lahko rečemo, da smo kar skupaj v času z Evropo. Recimo temu, seveda se pa pozna, da je Slovenija sorazmerno majhna, ne moremo reči, da je prav mala dežela, zato ker je cel kup takih dežel, ampak pač tržišče so razmerno majhno, koliko je festivalov, tako da je to pa vedno povezano s tem, koliko pravzaprav ti narediš eno produkcijo in koliko jo lahko plasiraš, na tržišče, koliko se to lahko razvija. Mi smo žal kot zamudili tisti trenutek, ko je bila Evropa še zainteresirana za to, da vidi, kaj se druge dogaja, ker zdaj so se zaprla vsa tržišča in so v bistvu zelo lokalizirana. Pri Francozih obstaja celo izraz franco-francais, kar pomeni franco-francoski. Tako. Bi rekel, ne bi mogli biti bolj francoski, kolikor se da od tega. In tudi drugje. Ampak se pa pri nas v bistvu čisto lepo razvija ulično gledališče. In recimo zdaj pred nekaj časa smo uvedli nagrado, ki se imenuje Urbana Ljubljana, ki je bila najprej izmenična, enkrat za domače, enkrat za tuje. Zdaj smo pa ugotovili, da kaj nas brigajo tujci, dajmo se mi osredotočiti na domače, tako da je letos bienalna nagrada. Letos je za domače seveda mednarodna komisija. In je 10 finalistov v resnici, se pravi 10 skupin, ki so dovolj dobre, da se potegujejo za to nagrado, in čez dober teden bomo izvedeli, kdo je pač najboljši. Tako da jaz moram reči, da pa tudi kar nekaj domačih skupin je uspešno v tujini, tako da smo kar zadovoljni nad tem. Goro, povej, kako lepo je biti z uličnim gledališčem na festivalu Lent? Bi rekel po mojih spominih zelo fajn. Je fajn prvič publika, drugič pa svoje cajte. Dok sem jaz še nastopil, se moram reči, da kar nekaj let nisem nastopil, sem bil bolj v funkciji organizatorja, tako da upam, da bom zdaj to spet podoživel.
Ampak je bilo ravno ta dobra mešanca v resnici nastopanja, se pravi užitka nastopanja, kvalitete nastopanja, seveda srečevanja z dobro publiko, ne? Pa tudi kakšne žurse s tim. No? Vedno, ne? Ja. Dobro, super. Nekaj glasbenega predaha. Goro Osojnik ostaja z nami v tem studiu in nadaljujeva že čez nekaj minut. Radio. Toti teden, ko je Maribor najlepši. Festival Lent 2024. Nikar ne zamudite danes na trgu pri Stari trti ob 19.15 predstava 4060, torej produkt ustvarjalnega srečanja, lahko rečemo, cirkuškega umetnika Milana Maniča, on je star 40+, in umetnika uličnega gledališča Gora Osojnika, tudi on je sicer star 40+, je pa tudi 60+ in Goro je še vedno naš gost v tem studiu. Lep pozdrav še enkrat, Goro. Ja, hvala. Takole, zdaj, če greva še malo na današnjo predstavo, malo sem si fotografije ogledal, ne? Pa sem videl, da imata papirnate vrečke na glavi tudi, pa ene dolge tulce. Povejma, kaj je navdihnilo pravzaprav to predstavo 4060? Ja, ta predstava je v bistvu navdihnila predvsem to, ker so se midva z Milanom srečevala bolj kot organizatorja in tako naprej, kar nekaj let, ker on je pač organizator festivala Cirko Balkana, je z Ane Desetnice in tako naprej, in pol je naenkrat pač postala ideja, dobro, kaj pa če bi midva naredila en duet. In seveda pol, super, ne, mislim, duet, sam kaj bo pa tema, ne, in sem rekla, okej, ne, kaj nam všeč, bi rekel absurd, gledališče absurda, in sem pol hitro prišla do Beketa. Beket, ja. In na njegovo znamenito dramo Čakajoč na Godova, ki se nam je zdelo, da sta tam sam dva lika, Estragon in ne vem, kako že to drugo ime, no, ni važno, v bistvu so iz tega začela, ne, ampak treba priznati, da od Beketa je v glavnem ostalo samo drevo, scenografija pa nekaj pač teh osnovnih pristopov, ker najo sva pol hitro ugotovila, da najo bolj vleče v A je to. A je to, param, pam. Se pravi, tudi A je to je pustil močan vtis na tem, kar bomo danes. Ja, definitivno, ne, v bistvu gre pač nekako tako, neka kombinacija, rečemo temu, klovnovske, interaktivne, cirkuške predstave, pri čemer benga od teh elementov ni ogromno in ne preveč, ampak dovolj, ne. Kar se pa tiče teh tulcev, ne, je pa tako, da se v bistvu ugotovila, da mislim, da bi bilo super, če midva ne bi zdaj si dala delati scenografije pa tako naprej, ampak bi probala izhajati iz nekih teh materialov, ker recimo v gledališču Ane Monro imamo že kar nekaj let politiko, da poskušamo reciklirati čim več stvari, ne. In so pa ugotovila, da se da drevo narediti iz papirnatih oziroma kartonskih cevi, ne, ki smo jih nabrala deloma po skladiščih, deloma po raznih trgovinah in tako naprej, v bistvu, da je tega veliko. In so pa to začela delati s temi stvarmi in je super, no, mislim, zato ker pač zdi se, da umetniki smo kljub samo, ne, se vsi, bi rekel, propagiramo to ogljično nevtralnost, ampak malce je pa pomembno, da tudi smo ogljično nevtralni. Ja. In zato tiste vrečke, ki si jih omenil. Ja, te pa imaš itak rad, ne? Ja. Vrečke, maske, to je tvoje, ne? To je nekaj, kar se pojavlja vsake tok časa, ves čas, in te vrečke so v bistvu neke vrste nadomestek teh pravih obraznih mask, ki so pač take drage in dragocene. Mi imamo pa vsem raje take malo bolj minljive materijale in smo v bistvu prišli do tega, da se daš vrečko na glavo, je glih tako maska. Fino, pridite pogledat, pridite doživeti trg pri Stari trti danes ob 19.15, Goro Osojnik in pa Milan Manič, 4060, torej zanimivo bo, zabavno bo. Za konec najnega pogovora v tem studiu pa še eno darilo. Goro, izvoli 2, zate in pa za Milana, seveda. Dobro, dve toti ščetki. Mislim, da je to odvisno od tega, koliko imam jaz zob, pa teh prahno mest, da dobim 2. To je ta ščetka, smo prvi radio na svetu, ki ima svoje zobne ščetke, ki jih proizvajajo v digitalnem zobozdravstvu VBO in so zelo fajn za takrat, ko tudi ne bosta vrečki imela na glavi, ne, ali pa mask, da bo nasmeh na ulici
ostal prijeten in vesel, takšen kot je tudi zdaj, Goro. Z veseljem, hvala lepa, da naj bo, bi rekel, ta ščetka spremljala pri totem naspehu. Tako? To nekako štajersko sliši. Zelo fajn. Ja, zelo vredo. To ti nasmeh naj ostane. Goro, hvala. Uspešno predstavo seveda danes in še kdaj nasvidenje v totem studiu. Ok, hvala.